samo mečkam, če lahko me če me naprej spustiti. Ja, se gremo. Sem mi v bistvu sliko rabimo ministra. Kje je luč?
Ajde, gremo nazaj. Pardon. Pozdravljeni. Danes je v porodnišnici poseben dan. Zato si bom dovolil nekaj globih misli. Spoštovani gostje, spoštovani predsednik vlade, profesor dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica, gospod dr. Cilar, spoštovani generalni direktor kliničnega centra, gospod Kopač in spoštovana kolegica, strokovna direktorica, profesor Pfeifferjeva. Posebno čast in zadovoljstvo mi je, da vam izrazim dobrodošlico v naši porodnišnici. Današnji dan je vsekakor poseben dan, da gostimo tako visoke goste slovenske politike. Ni običajno, da nas družno obiščeta predsednik vlade in resorna, v spremstvu resorne ministrice. Takšen obisk smo doživeli natanko pred 60 leti. Ko je tedanjo državo, vodilno v neuvrščenem gibanju, obiskala kitajska ministrica za zdravje. Že takrat, pred 60 leti, je bila ljubljanska porodnišnica kot vzorčna ustanova predstavljena kot model delovanja dobre porodniške prakse in vzor v mednarodnem merilu. Z današnjim obiskom ste dokazali, da razumete in cenite znanstvene dosežke slovenske medicine, da sprejemate dejstvo, da je pomembnost skrbi za nosečnice v naši družbi bila, je in bo prioritetna. Ni ga človeka, ki bi ostal v rojstvu otroka ravnodušen, ni ga človeka, ki se mu ne bi segrelo srce ob pogledu na majhno nepogledno bitje in telo obdalo z občutkom topline in radosti. Otrok je namreč trajni naravni cilj človeške ljubezni in dostojanstva. Vsak novorojenček pa je čudež zase, saj se od začetka do konca našega zavedanja enak ne bo več rodil. Nosečnost in porod svojo prepričljivostjo govorita sama zase. Izražata igro življenja, ki daje videz in namen preseganja samega sebe, izžarevata nevidno moč novega življenja, ali kot pravi George Bernard Shaw, življenje je plamen, v lastnem ognju izgoreva, vendar vedno znova vzplamti, kot dete se rodi. Spoštovani, ponosen sem, da ste nas obiskali. V obdobju medijske vznemirjenosti in političnega populizma, ko strokovne odločitve podlegajo političnim pritiskom, nas mora skrbeti dejstvo, da za izgubljanjem človeških vrednot, kot so poštenost, iskrenost, dobronamernost, se žal izgublja tudi lastna identiteta. Slovensko porodništvo ima dolgoletno tradicijo dostojanstva in človečnosti v skrbi za nosečnice, porodice in njihove otroke. V enem najtežjih obdobij slovenskega naroda, v času, ko smo se soočili z borbo za svobodo, je v nemogočih razmerah bil vzpostavljen sistem partizanskih porodnišnic. Takrat je naše porodništvo celotnemu svetu pokazalo, kaj pomeni enotnost, kljubovalnost, premočrtnost, vztrajnost in vizija skupnega življenja. Danes pogrešamo to vizijo. Pogrešamo strpnost in konstruktivno sodelovanje v načrtovanju predlaganih sprememb naše dejavnosti. Z odkrito neskromnostjo ponovim trditve profesor Cabere iz Barcelone, častnega predsednika španskega kraljevega združenja za ginekologijo in porodništvo, ki je na svetovnem kongresu
Javno poudarim, da je malo ustanov v Evropi, ki imajo tako ugled in tako kakovostno porodniško službo, kot je na ginekološki kliniki v Ljubljani. Ta ocena nas zavezuje k še zavzetejšemu delu, stremljenju po napredku in zadovoljstvu mamic in otrok. Spoštovani, otrok je utelešenje ljubezni. Ljubezen in sreča pa nista v stvareh. Ljubezen in sreča sta v ljudeh. In naj zaključim z mislijo pesnika Virgilija. Amor magister est optimus. Ljubeznijo v novo življenje, kajti ljubezen premaga vse. Je tista, ki rodi sadove in zgodi se čudež življenja. Čudež življenja, ki povezuje partnerje, zakonce, živa bitja, ljudi, krepi narod in gradi človeštvo. To je beseda vseh besed. Ali vse beseda, kot je zapisal naš pesnik Tone Pavček. To je rojstvo. V imenu celotnega kolektiva se zahvaljujem za podarjen navzočni aparat, ki bo nedvomno delček v naših skupnih prizadevanjih za kakovostno skrbo nosečnic, skrbno in kakovostno perinatalno varstvo je najsigurnejši porok, da v naši državi ohranimo dosežen visok nivo skrbi za reproduktivno zdravje naših žensk. Besedo predajam namestnici predstojnice kliničnega oddelka za perinatologijo, primarni dr. Tanja Blejec, predstojnica kliničnega oddelka docent Tul Mandić, Nataša pa se upravičuje zaradi odsotnosti, ker je na habilitacijskem kroženju na tuji univerzi. Pridružuje pa se moji iskreni zahvali za vaš obisk, predvsem pa, da niste pozabili na Miklavževo darilo. Hvala. Vodna v oči, da boste še kdaj prišli, ne? Ob Miklavžu. Za Miklavževim darilo. Hvala lepa. Želimo veliko uspešného dela s najsodobnejšim aparatom, kot ste rekli. Ja, seveda, da se je. To sem pomogel nekaj. Lepo pozdravljeni vsi skupaj ob tem pomembnem dogodku. Z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc danes izpolnjava obljuba iz letošnjega februarja, ki smo jo dala našim vrhunskim raziskovalcem, ki so naredili svetovni preboj na področju raziskovanja virusa Zika. Takrat sem obljubila, da bova naredila vse, kar morava, da v čim krajšem času za porodnišnico v Ljubljani nabavimo ta aparat. Kot veste, gre za najsodobnejši ultrazvočni aparat za področje ginekoloških, porodniških raziskav. In v tem vidim eno veliko pridobitev za bodoče mamice in očke, ki seveda jim stojijo v strani, torej za vse Slovenke, ki bodo tukaj iskale pomoč, bile na pregledih. In predvsem v tem vidim tudi možnost za naše zdravnike, raziskovalce, medicinske sestre, tehnike, vse ostalo zdravstveno osebe, ki bo pri tem pomagalo, da bodo lahko nadalje razvijali to našo znanost in predvsem pomagali, kot sem rekel, vsem Slovenkam, mamicam, ki bodo te pomoči potrebni. Tako da res me veseli, da smo danes skupaj in tudi zelo lepo se zahvaljujem za uvodna nagovorja, ki sta povedala tudi nekaj o vrednotah, ki jih moramo vsi spoštovati, če želimo skupaj napredovati na področju modernizacije in razvoja našega zdravstvenega sistema. Hvala lepa. Februarja, gospod premijer je povedal tudi zakaj. Pa boste vprašali, zakaj šele zdaj, to so pa javna naročila. In še srečo smo imeli, da ni bilo revizij, pritožb in ugovorov. Torej, če tega ne bi spoštovali pri tej nabavi, seveda bi lahko ta ultrazvočni aparat
nabavili in pridobili prej. Res je, kot je bilo povedano, je najsodobnejši in mislim, da se lahko vsi skupaj veselimo, da je to velika pridobitev za naše bodoče državljane in za njihovo prihodnost. In temu mislim, da je vredno tudi zaploskati. Hvala. Prosim, tukaj se. Ja. Določenih stvarih smo preskromni. Podarja se samo, išče se samo bistvo No, to je res. vrne v smer pozitivizma. Ja, ampak še zdaj čisto točno ne vemo, vse zato nas to tukaj. A gremo gor in lahko smo z mano? No, ta podatek. Okej. Pojmo. Boje, kar se je tiče opreme, ampak vsem izkušnjamo. Vedno nas je premalo, zato tožimo, zato iščemo pomoč. Vendar rezultati dela nas vrščajo v našem svetu. Merjamo se z Bermudsko mrežo, ki vključuje več kot 1000 enot po vsem svetu. In ne le, da imamo bistveno manj kroničnih bolezni, bistveno boljše preživetje, ampak kar za 17 dni krajšo hospitalizacijo, kar pomeni, da jih odpuščamo vse domov, predvsem zato, ker boste videli, da so starši tukaj redni del zdravljenja. Koliko je poprečna doba hospitalizacije? Zdaj, če je rojen 17 tednov zgodaj, kar so ti najmlajši, je tudi 17 tednov pri nas. In grejo domov nekje z 2,5 kg, vendar ujamejo vrstnika in naš cilj je zdrav otrok in srečna družina. Niso vse zgodbe srečne, ampak taki ultrazvoki, kot ste donirali, bojo tudi pomoč. Normativno, prostorsko. Načrtujemo povečanje tega oddelka, ker je to nulja. Danes imamo Imamo prostor, imamo vizijo. Delamo na tem, kolegica je zelo... Ne, imamo željo in ker vemo, da centralizacija takih otrok je izjemno pomembna, si seveda želimo imeti možnost, da jih oskrbimo, tako kot smo jih doslej. Lahko boste tudi malo se ogledali, starši so pripravljeni in ponosni, da ste nas obiskali. No, ne boste pa dali, da ne bom čenga napačenga pozdravil. Mare, pardon, gospod, kar je bolj. Sam je ta model izgledal, ne? Pašuh. Ja. Še malo naredimo začne deliti.
Stari, a uro noč rabiš med požgana? Noč ne pomaga, lahko požgaš. Ne se pomaga, pomaga. Ni nešto, ne drugače. Prosim, se mislim. Da odseva, ne? Če si čisto šliti, ne. Jaz sem tebe gospe, zdaj ste se fino napakali, tle. Ne. No, šta je pa tako? To je samo ena soba, podobno so vse na drugi strani, kjer so nam pomagali ljudi. Tudi v tujini tako delajo, tako da nismo Zdaj pa kar pojde tja, kaj bo izjava. Zdaj vam kar tjava. To sem že naredil. To da pomaga. Vsi neki smo. No, ja, veš, vse, tebe to še bolj se poduši tega, ne? Valjda, pa je valjda. So te vedno prehče to. Ja, vem. Čakaj, a te motam, če sem to? Ne, sem. Opa, večini premiki se. A lamp na avto nič pržgala, ali kaj? A ja. Čak, pa grem pa jaz sem, skupaj, a to je možno, da se ne pomembno govori o Še kdo? To so pojasnili, da zgradil, to ni del sporazuma. Ja, nobeno ne paše, se bi to rekel. Če je del sporazuma, potem na koncu piše priloga.
Priloga 1, priloga 2, priloga, besedo se je izmislila, kot oni pravijo, ministrica. Baro. Ja, moj, pa se to ni važno. Ni važno, ne? Ni priloga, ali ne govorim, ni priloga. Jaz se nisem izmislila. Jo pa furaš. Ampak se ve, da dokument, če je rekla, dokument je pa nek dokument, ki je pač verjetno Ki je osnova ali pa eden izmed planov za nadaljne pogajanja. Lahko se razume, v katero smer bodo šla pogajanja. Točno to govorijo Oni oni. so to podpisali. Pa Vse so sami povedali, da niso. Se to še stvar pogajanj, oni so podpisali, da se bodo pogovarjali. Ja, to ni ampak dogovorjeno. podpisano je nekaj drugega, kar furate nenehno, no? Pa kdo to fura? Ja, ne vem, tudi ne, ma tu ni izraven res. je, pa te lepote prosim, posluš se, no. Ja, pa saj smo Ko se je govorilo o prilogah, te sem se sprašal, kaj to je za njih. Ne, ampak je Gander že prvi dan povedal, no, da to ni podpisano in ni dorečeno. Ja, ampak te oni pravijo, da je to priloga in da priloga To je zato, ker nismo bili vsi na PDV-ju, ne? Pač diploma je diploma, priloga so priloga. Če je priloga, imaš priloga 1, 2, 3, 4, imaš označen. Tako je. Ne more biti drugače. To je v bistvu plank list. Vse ne more biti Ne, če hočeš, da je pravno... Malo rečemo plank liste. Od začetka je jasno, da temu sam drugače pač rečejo. Ne, to je nek plan, ki ni nujno, da bo realiziran. Plank listek s pomožnimi točkami. Čisto enkrat, kaj reče. A vidite, da vas budi veselo snema, cel čas že. Čim more napišati, da dajo. Pomagale boste. Ta navrata se Naredi, da bi bila skozi odprta, ali skozi odprta. Mislim, da obstaja, ker imate in drugi. Čekajte še bolj dol, tole. Se bo to kar dovolj. Ja, jaz sem nekaj čakam predsednika, ampak oni pa vejo. Vse štima. Trije bodo, ne? Priloge so Večkrat pojete bolj nazaj, no. malo nazaj. Bolj nazaj, da ne bojo. Greš lahko ti na to stran, da greš z kamere, pa greš ti. Pri snemalcu, ne moram jaz specialiti. Kako naj držim mikrofon? Ja, z te strani. Ne, takole. Bude se malo... Mark, a ti dal malo nazaj? Že. Ker se Suzi ni premakala za to. Preveč v sredi. Ja. Oj, ne, niso. Ja, zdaj smo dali naprej polni. O, životi. Če so sosledni dogodki, to je neugodno. Ška bo jutr. Po mojem se je že v Bosni začela koalicija. Pa v 10 vlada, pa to pa vprašanje, če se znam praviti. Ali to vprašanje dolgo zelo na roko? A bo je javc ponudko cice prišel direkt v avto? Pa Milivoj, Papič, a malo snimi prihod. Ja, če so tako rekel, da... Evo. A so rekel, evo. Ja, sem rekel. Oprosti Milivoj, jaz sem mislil, da grejem, kad komu pa tako. Če mi se deluje, prejmo po robu. Prerežemo? Koliko je odprta? Borči me prvi. Ja, predseduje. Je rekla ne. Dobro, če se da bi Sam to, da vam povem, mi bomo
za vprašanja za predsednika in za Povejte mi, kje se lahko morda tukaj postavimo. Predsednik, prosim sem. A tukaj, v redu. Ne smemo otroku, da rečemo, prosim. Ne vem, kaj ne naredim. Ja, ne vem, kaj ne naredim. Bomo počakali, gledajte, v miru. Samo še toliko najprej, predsednik z izjavo, potem odpremo za vprašanja, za vsakega 3 vprašanja, potem pa zaključimo, toliko, da veste. Lahko? Danes smo tukaj naredili še en korak v smeri modernizacije javnega zdravstvenega sistema. Tega koraka sva z ministrico za zdravje zelo vesela in naj povem nekaj zelo jasno. Zdravstvena reforma je pred vsakim političnim kupčkanjem. Od nje ne bomo odstopali in tudi včeraj sem dobil še dodatno potrditev od mladih zdravnikov, da gre vlada v pravo smer, da gremo v smeri modernizacije in od tega ne bomo odstopili, tu se ne bomo ustavili, kajti naš slovenski javni zdravstveni sistem potrebuje prenovo, potrebuje skrajšanje čakalnih vrst in zato gremo tukaj enostavno naprej. Pa je to ministrica ta, ki lahko to izpelje, namreč so največji partnerici vaše stranke v koaliciji, pravijo, Rjavec pravi, da ne zaupa več ministrici, da je potrebno osvežitev, da ne verjame ministrici. Gre seveda za jutrišnjo sejo, kjer se bo razčiščevalo, kaj je s tem sporazumom o začasni prekinitvi stavke zdravnikov. Ali lahko prepričate koalicijske partnerje, da je vlada na pravi poti oziroma ta sporazum? Tudi tukaj bom zelo jasen. Koalicijska partnerja, stranka Desus in SD, se morata pač odločiti, ali greta z menoj in stranko SMC po poti modernizacije slovenskega zdravstva v smeri skrajševanja čakalnih vrst in izboljšanja sistema, ali pa se želita vračati nekam nazaj v stare čase, skratka v neko nazadovanje. Mi, SMC, gremo naprej in verjamem, da je to edina prava pot. In ne povem tudi zelo jasno, da ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc uživa tu moje zaupanje. Včasih morda kakšna stvar politično nekoliko nespretno izrazi, kajti ni v tem smislu tako profesionalen politik, čeprav se je že dobro naredila, ampak naj vam povem nekaj. Ministrica zelo dobro obvlada to področje, zelo dobro ve, v katero smer stopa in stopamo skupaj z njo in bo zagotovila, da bo šla ta reforma zdravstva naprej. Zato ji zaupam in verjamem, da boste videli malo tudi nadaljne rezultate. Gospod Cerar, če bo jutri prišlo do preglasovanja, če koalicijski partnerici ne bi želeli potrditi tega sporazuma in če bi prišlo do blokade s preostalim sindikatom javnega sektorja, vemo, da je potrebno proračun zapreti, bi utegnili potem sprejeti interventni zakon, morebiti celo, ne vem, vezati svojo zaupnico na ta interventni zakon? Naj najprej povem še to, da bo jutri na vladi predložen predlog tobačnega zakona. Danes vemo, da so poslanci potrdili zakon o lekarniški dejavnosti, torej delamo korake v smeri zdravstvene reforme. In kdor želi to danes, zdaj, te dni, zaustaviti, preprečiti nadaljni paket zakonov, ki ga pričakujem v roku 14 dni, ta pa se ne želi reforme. In jaz verjamem, da bomo kljub temu v koaliciji našli skupni jezik in stopili skupno naprej, pri čemer pa, in to je zelo pomembno, ne pozabljamo tudi na ostale sindikate javnega sektorja in uslužbencev v javnem sektorju. Z vsemi se moramo, bi rekel, ukvarjati naprej skozi dialog. Vlada tukaj ostaja, partner ostaja v dialogu in prepričan sem, da bomo v nadaljnih pogajanjih zbližali naša stališča. To je moje, bi rekel, upanje in prepričanje in na tem bomo intenzivno delali v prihodnjih dnevih. Ali lahko vlada pade zaradi tega nestrinjanja s sporazumom? Na to vprašanje ne bi danes odgovarjal. Jaz sem tukaj prepričan, da moramo narediti prvi naslednji korak jutri in potem nadaljne naprej. Če se bodo razmere spreminjale, se bomo temu ustrezno ravnali, ampak ta hip verjamem, da moramo nadaljevati zdravstveno reformo in hkrati z intenzivnim dialogom in pogajanjem z sindikati javnega sektorja, ker verjamem, da bodo naši približevalni predlogi, ki merijo predvsem tudi na tiste najšibkejše, tiste najslabše plačane, na kategorijo J, da bi njim dali nekaj več, naleteli na nek pozitiven odziv, tako da verjamem, da bo ta dialog
v korist tudi predvsem teh javnih uslužbencev rodil nek sad. Gospod premijer, finančno bo tole vse šlo, tukaj smo danes videli aparat, to lepo darilo in tako naprej, ampak če bo tole šlo, ne bodo zdravniki nekako potrebovali 35 do 40 milijonov, pa 2. januar okrog 35, pa še regresi pri Desusu, nekakšnih 45, da bomo finančno zmogli. Pa javni sektor pravi, da je očitno država radodarna glede na ta dogovor z zdravniki, ne, da lahko pričakujejo oni še več. Ne. Torej, veliko se je govorilo o različnih zneskih tu in tam. Zagotavljam vam, da ne bom dovolil, da bi prekoračili tiste meje javnih financ, ki so meje vzdržnosti. Mi moramo ostati dober gospodar z javnimi financami. Pa vendar v tem možnem prostoru se pogajamo, tako kot veste, z zdravniškim sindikatom, kot z ostalimi. Jaz predlagam, da ministrica morda da natančnejše podatke glede tega, kakšne so tu finančne opcije za naprej, ampak o tem se bomo seveda nadalje pogajali z zdravniki šele potem, ko bo vlada potrdila ta sporazum, kajti s tem se bo šele ustvaril nek pogoj, da se seveda pogajanja nadaljujejo. In še enkrat, dovolite samo še to, bistvo tukaj res vidim predvsem v tem, da bomo čim prej začeli zelo intenzivno skrajševati čakalne vrste. Hvala lepa. Izvolite še vprašanje za mene. Za koalicijo ali ne? Torej ne odstopa, se ne umika, kako boste prepričali gospoda Erjavca? Kot sem že povedala večkrat, vladno-pogajalska skupina za pogajanje za prekinitev stavke s Fidesom je spoštovala vladna izhodišča, sporazum ničemer ne prekoračuje teh izhodišč oziroma jaz kot vodja te skupine nisem prekoračila. Glede samih finančnih posledic je pa potrebno povedati, da je ta sporazum o prekinitve stavke za 2 meseca, da daje smer in usmeritve, kako se bomo v nadaljevanju pogajali, ker kot veste, se bojo pogajanja nadaljevala v sklopu aneksah k kolektivni pogodbi. Edino, kar je treba povedati tu, da je v smislu več časa za pacienta, boljše, kakovostnejše storitve, skrajšanje čakalnih dob, predviden v skladu z vladnimi izhodišči, poseben vladni projekt, ki ga bo sprejela vlada in na kateri se bodo še dorekli podrobnosti. Kako je prišlo do tega, da prvaka Desusa pa SD-ja niste razumeli tega sporazuma, tako kot predvsem prilog? In govorijo o prilogah. Prilog sporazum nima. Če ga prečitate tekst, v nobenem stavku ali odstavku ne govori o prilogah. To je bilo delovno gradivo, ki ni dokončano, kot pripomoček, kako se bo v vladnem projektu uredilo fleksibilno nagrajevanje. In to gre vse v smislu in korist bolnika, se pravi skrajšanje, potem več časa in v delu razbremenitev zdravnikov, ker veste, da jih imamo danes najmanj 1000 premalo v sistemu in smo močno pod povprečjem zdravnikov na 100 000 prebivalcev. In ne gre za povečanje plač zdravnikov, predvideli pa smo seveda tudi v tem vladnem projektu nagrajevanje ustreznih zdravstvenih delavcev, ki bodo sodelovali v tem projektu in pomogli k uresničitvi teh ciljev. Še zadnje vprašanje. Podpredsednik, če vas prav razumemo, torej jutri se bosta morala Desus in SD odločiti, ali z vami naprej, če vas je bilo razumeti, torej in z zdravstveno reformo 12. december se bliža, ali pa pač kaj, predčasne volitve? To je naša koalicijska zaveza, da reformiramo zdravstvo v smeri izboljšanja storitev za paciente in optimalnejših pogojev za zdravnike, da torej izboljšamo stanje na vseh straneh, predvsem v dobro ljudi. In jaz pričakujem, da bomo koalicijski partnerji zmogli narediti tudi ta pomemben korak, še posebej zdaj, ko smo zelo jasno razjasnili, kaj je v sporazumu, da ni nobenih prilog sporazumu in da zadeva je v skladu z vladnimi izhodišči, ki smo se jih zadali. Seveda pa moramo nadaljevati tudi pogajanje z javnim sektorjem, tako da, kot sem rekel, jaz grem tu naprej z ministrico, z SMC v smeri reforme, verjamem, da se nam bodo partnerji v koaliciji pridružili, če pa je tu zadaj kakšna druga, bi rekel drug premislek, bodo pa to pojasnili, ampak jaz verjamem, da je to edina pot, ki jo zdaj ubiramo, ki je v korist tako ljudi, kot tudi zdravstvenega sistema. Hvala lepa. Hvala. Če imate kakšno vprašanje, mogoče za vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra in
Mi smo ta pravi novinarji, za to vprašanje. Ja, kako? Mi smo ta pravi novinarji za to. Mi smo bolj notranje politični. Ni bila odsvojiti izjava. Ja. Če imate še kakšna vprašanja, mislim, da so odspod vzeli. Zunaj vaše matične ustanove zares opravi svoje delo v UKC in pa kako boste ukrepali proti zdravnikom, ki delajo drugod brez dovoljenja UKC? Zagotovo svoje zdravnike nadzirajo najprej predstojniki, ki vedo, ki razpisujejo zdravnike, ki naj delajo. Drug sistem, s katerim kontroliramo, je pa beleženje delovnega časa, ker se mora vsak zdravnik poštempljati, ko pride in odštempljati, ko odide. In jaz bi rekla tako, jaz sem ena od podpisnikov dovoljen za delo pri drugih delodajalcih izvenrednega delovnega časa in tisti ljudje, ki jih jaz poznam, zagotovo v delovnem času zelo veliko naredijo, mislim, da celo veliko več, kot bi jim nekateri normativi narekovali in ti isti potem delajo tudi zunaj pri drugih delodajalcih. Omejitev tedenska za delo je 72 ur sedaj. Evropska direktiva pravi, da bo omejitev dela zdravnikov 48 ur na teden. To pomeni tudi, da naši zdravniki, ki bodo dežurali v UKC-ju, jih bo treba veliko več, da bomo pokrili neprekinjeno zdravstveno varstvo v naši ustanovi. Takrat bo malo težje, da bojo lahko delali zunaj. Drugo vprašanje pa bilo, kako bi jih kaznovali, če brez dovoljenja. Večina, za katere jaz vem, imajo dovoljenje. Nekateri delajo na enem delovišču zunaj UKC-ja, nekateri na 2, jih je nekaj, ki delajo na 4. Mislim, da višjih številk ni. Ali dela kdo brez dovoljenja, ne vemo. Nimamo mehanizmov, načinov, kako bi to preverjali. Če bi prišla uradna prijava, bi ukrepali definitivno in bi izdali, ne vem, opozorilo pred prekinitvijo pogodbe o delu, zagotovo, ali še kaj drugega. Zaenkrat pa teh primerov ni, tako da težko odgovorim na to vprašanje. Ne moramo pa recimo najeti detektivov, ki bi sledili našim zdravnikom in gledali, kje delajo in koliko časa delajo. Še samo eno vprašanje, ki pa je mogoče malo bolj povezano s trenutno politično zgodbo, ki jo pač tukaj spremljamo, verjetno tudi vi spremljate v medijih, kaj se dogaja lahko prekinitvi te stavke. Dajte vi povedati, kako vi gledate na to politično preigravanje, na vladno krizo, ki jo je to pripeljalo, na reševanje težav zdravnikov in tako naprej. Zdaj jaz bom stališča zdravnikov govorila, ker sem zdravnica. Mislim, da so bile nekatere zahteve sindikata Fides utemeljene, predvsem zahteve o normativih, kako so se zmenili. Podrobnosti nisem študirala, vesela sem bila, ker je bila stavka zamrznjena in da ni bilo narejene zelo veliko škode, se pravi, da bomo tiste bolnike, ki so odpadli, recimo, da z lahkoto vključili nazaj v procese in jih zdravili oziroma operirali oziroma pregledovali v ambulantah. Mislim, da je bil glavni izpad na področju operacij zaradi pomanjkanja anesteziologov, ki je najhujše. Kako se bo to razpletlo politično? Prosim, ne me sprašujete, jaz nisem politik in ne znam presojati in ne znam napovedovati, kako se bo to išlo. Kako ocenjujete delo ministrice?
moji PR-ovke pravijo, da na to vprašanje ne smem odgovoriti in prosim, če me potem tega ne sprašujete. Ključna zadeva strokovnega odbora je uveljavitev standardov in normativov. Mislim, da ja. V 3 mesecih bi moral delodajalec pripraviti, sicer pa v enem mesecu razporediti recimo delo oziroma koliko bo teh nadur in vsega. Imate že vi mogoče kak scenarij pripravljen? Glejte, scenarij za kratkoročno rešitev je utopičen, ker je zdravnikov premalo. In ker je zdravnikov premalo, se bo to zelo težko udejanjalo. Mislim, da je realna pot ta, da bomo zaposlovali nove zdravnike, ki bodo prevzeli del bremena, tako da bo tisti zdravniki, ki so sedaj že na meji izgorelosti in takih kar nekaj, lahko morda delali res po normativih, ne pa preko normativov, posebno v ambulantah specialističnih je to zelo izrazito. Se pravi, recimo procentualno, koliko bi bilo teh, ki bi bili variabilno še dodatno nagrajeni? Ti, ki bodo več delali, absolutno jih bo nekaj, zato ker, če jaz samo v naši ambulanti pogledam, najprej je bil normativ 12 specialističnih bolnikov, endokrinološka ambulanta, potem 16, potem smo prišli na 18, zdaj je naročenih 25, časih celo 30 bolnikov in to ni življenjsko. To trpijo bolniki, ker nimamo dovolj časa za njih in trpijo zdravniki, ker se ne morejo koncentrirati, da 35 bolnikov temeljito sprašajo, pregledajo, proučijo njihovo dokumentacijo in se še pravilno odločijo. Ali boste do konca leta uspeli nadoknaditi program, ki je izpadel med stavko? Zelo se trudimo in v večini primerov bi jaz skoraj upala reči, da da. Je pa problem, da morda ne bomo mogli realizirati vseh planov, ki smo jih imeli in seveda obljub, ki smo jih dali v tem posebnem programu skrajševanja čakalnih dob. To pa prihaja z oddelkov podatki, da morda do konca decembra ne bomo uspeli in prošnja, da bi podaljšali program do konca januarja, da bi te obljube, ki smo jih dali, uspeli realizirati. Hvala. Hvala vam. Hvala lepa. To je to, kaj boš.